Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o moških hormonih v ženskem telesu. No, sem dobila tako simpatično pismo, sporočilo od ene gospe in je rekla, da dela po knjigi, ko imajo moški hormoni žur in sicer pač pod prvo kapo dol vsem vam damam, ki ste se lotile tudi moških hormonov, ker vam bom povedala zgodbo moje prijateljice. V glavnem, Marija je bila v večjih prejšnjih življenjih vedno moški. V tem življenju se je pa odločila pač za žensko obliko in pač ima ime Marija, se pravi res tipična ženska. No, zdaj pa poglejmo, kaj je ona se učila skozi to knjigo. V glavnem, ker je bila skoraj v vseh preteklih življenjih nek bojevnik, borec, zagovornik, pač seveda v tem življenju se uči postaviti v žensko moč. In ko je delala po knjigi, ko imajo moški hormoni žur, je dejansko vse preverjala, se pravi, to je vodnik za vse tiste, ki ne poznate te knjige. Knjiga, ko imajo moški hormoni žur, je vodnik, je vodič za čiščenje podzavesti. Oziroma, prvi del knjige je namenjen razumevanju hranilnih snovi, ki so potrebni za izdelavo hormonov, ker tudi moški mora razumeti svoje telo, po drugi strani tudi ženska mora razumeti svoje telo. In potem je drugi del knjige, oziroma začenjam zgodbo s kraljem Matjažem. Kralj Matjaž, ki se je skril in še vedno spi v gori Peca, in slovenska ženska Lenčica se počasi prebuja. No in zdaj bi bil čas, da ta kralj Matjaž, da se tudi prebudi. Zdaj nekateri slovenski moški so se že začeli prebujati, mnogi pa še tako fajn spijo, da mogoče so se šele obrnili malo na boku, malo pretegnili, ampak še kar spijo. No, v glavnem, kaj je dobro, da kralj Matjaž in kraljica Lenčica vesta o podzavesti. In začenjam potem drugo poglavje, išči modrost, ki bo razvozlala tvoj vozel. Išči pot, ki zahteva celotno tvojo bit, je rekel Rumi. To je drugo poglavje v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, in začenjam z minskim poljem čustev. No in tukaj marsikdo, zdaj nam reka moški, marsikdo reče, pustimo čustva tam, kjer so, s tem se ne bomo ukvarjali. In mnoge ženske seveda potlačimo svoja čustva, zato da se ni treba ukvarjati s tem minskim poljem in je bolj varno poskrbeti, da imaš počiščeno hišo, da imaš urejen vrt, da kaj bojo rekli sosedi, da je pomedeno, da je spucano, da je zglancano. In tvoje telo, ja, to pa enostavno ne laže. In telo pa dejansko skladišči v sebi vse zapise, vse čustva. No, zdaj sem srečala eno gospo, ki pa ni Lenčica, niti Marija, ampak jo dobro poznam. In v glavnem ta gospa mi začne razlagati o svojih težavah. Razlaga, kako je šla na operacijo maternice in so ji odstranili maternico, kako je šla na operacijo kolena, kako zdaj čaka na drugo operacijo, kako ima sladkorno bolezen in tako naprej. Tako preprost. Naše telo je zemljevid naših čustev. In zdaj, če pogledam to gospo, ki ni Marija, ta gospa, ki mi je razlagala o svojih težavah, jasno kaže njeno telo, da je razočarana nad ljudmi, nad življenjem, da je razočarana nad partnerjem, maternica, da se ne zna postaviti v žensko ljubečo energijo, ampak je v neki borbeni energiji in ji nagaja maternica. Seveda ji nagajajo tudi kolena, ker kolena so povezana direktno s spolno čakro. Mogoče predeluje neko življenje, ko je mogla klečati, ko se je mogla pokoriti, ko je bilo treba se skriti, in v tem življenju ne vem, če bo kaj naredila, ker je bolj varno imeti veze pri zdravnikih. No, kakorkoli. V glavnem, čas je za vsega od nas, enkrat nas pripelje naša duša do tega, da reče, zdaj bo pa čas, da se majčkeno poglobiš v svoje rane.
No in ta gospa, ki mi je danes napisala sporočilo, pravi: če preverjam podzavestna prepričanja, kot ženska mi pokaže ne. Ko jih preverim kot moški, in mi pokaže ja. In zdaj, kaj se zgodi? Vsi tisti, zdaj kako boste, pač učim vas zaradi tega, da boste čim več lahko sami počistili teh svojih podzavestnih prepričanj. V glavnem, če jaz zase preizkusim z mišičnim testom in rečem, globoko v sebi občutim, da sem bila v večjih življenjih moških. Jaz ne. Jaz sem videla samo eno moje življenje, da sem bila moški. Drugače sem bila zmerom ženska v ženski energiji. In ja, seveda, ker se kot duša želimo postaviti v ženski in moški pol, da se uravnotežimo. Seveda se v tem življenju učim biti tudi v odločni energiji, da povem, kaj gre komu, kako gre komu, pač da se naučim izražati, da ne moram biti samo tiha, prijazna, nežna, prestrašena, bi kdo za mene poskrbel, ampak dejansko se učim biti uravnotežena, tako ženska kot moška, se pravi v ženski in moški energiji. In verjemite mi, če gledate tale video, tudi vi imate to nalogo. Ker drugače vas tako ne bi potegnili gledati tele moje videe in bi rekli, brez veze, tale Minka flanca nekaj razlaga. No, v glavnem, glejte, kje začnemo? Začnemo na strani 147 in najprej preverimo nekaj podzavestnih prepričanj. Vse moram imeti pod nadzorom. Bojim se resnice, bojim se lastnih čustev, predvsem tisti, ki vam mišični test ne deluje. Se pravi, če vam mišični test ne deluje, pomeni, da je čas, da začnete čistiti program po programu. Se pravi, prva stvar, zanikati moram svojo resnico. Ali pa moram biti popolnoma v glavi, popolnoma v logiki, moram odmisliti srce, čustva, zato ker čustva bolijo. Mogoče čustva zahtevajo od mene ukrepanje, mogoče čustva hočejo ven, pa bi jokala, kričala, ne vem, kaj bi delala, da bi šla čustva ven. Veste, je mogoče bolj varno biti 1+1 je 2, to je to, dajmo. Treba se zamotiti, gremo pomivati, gremo pospravljati, pa je treba še tam nekaj pomesti, kaj bojo pa rekli sosedi, če ne drugega, bom pa avto prala zaradi tega, ker samo da se zamotim. Lahko, seveda, delate na ta način. Ali pa vse vas bo počakalo, nobena stvar ne bo šla, kar je za počistiti, in se lotite čiščenja podzavestnih programov. In kaj zdaj to pomeni? Začnete lepo od začetka. Sebi ne smem zaupati. Preveriš. Potrebo imam, da sama sebi lažem. In tudi lahko preverite, da sam sebi lažem. Ker glejte, vi mogoče v tem življenju, da sama sebi lažem, ste ženska in vam je v redu, sama sebi priznate. Ampak mogoče predelujete iz enega drugega življenja moško energijo in ta moška energija sama sebi laže. Tako da dajte preveriti pol tukaj dejansko, tako kot je napisan. Ne zaslužim si sreče. No in v glavnem, kakorkoli, razlagam lepo po vrsti, kako deluje zdravilna molitev dekodiranja, potem pa gremo na čiščenje spominov zapuščenosti iz zgodnjega otroštva. Zakaj pa to pomembno? Ker zgodnje otroštvo nas zaznamuje, pač to je še to življenje. Kaj to pomeni? Nekdo, ki v zgodnjem otroštvu ni doživel ljubezni, razvije pač en obrambni mehanizem, da dejansko se hoče zaščititi. Se pravi, mogoče lahko je obrambni mehanizem, napad je najboljša rešitev. Drugo je lahko, želiš preveč ugajati in prosjačiš za ljubezen, pa prosim, imej me rad, prosim, poskrb za mene. Se pravi, če bom še bolj nemočna punčka, bo nekdo poskrbel za mene. Lahko se pa skrivaš za maskami in potem pa gremo naprej
Maske, za katerimi se skriva moški. In zelo dobra knjiga, Lewis Howells, Maske moškosti je v slovenščini naslov. Pejte prebrati to knjigo, ampak v glavnem, ko sem jaz brala to knjigo, sem dejansko izpisovala ven, pa ne izpisovala, se pravi možni programi, ki jih ima lahko moški. Bojim se avtoritet. Moram se zakopati v delo. Vidim, da mi je tle en tev šel. Ok, imam jaz kakšno stvar, da si označam. Moj zaslužek pove, koliko sem vreden. Moram uničiti svojo srečo. In sploh kdor gre iz enega odnosa v drug odnos in vedno pride do nečesa, ko pride neka drama, dejansko ima lahko program, moram uničiti svojo srečo. Kaj to pomeni? Da bo že nekaj naredil, veste, tako kot, ne vem, jaz obožujem risanke, tako kot v risanki tisti zajec, veste, kje gre. In nastav bombo, pa dvakrat gre v krog in potem tista bomba eksplodira in se mu kadi iz glave. Pa če se vam to dogaja v vašem življenju, da ste tako kot tisti zajec v risanki, mogoče bi bil čas, da počistite vaš podzavestni program, moram uničiti svojo srečo. Potem naprej, strah me je življenja. Potrebujem potem, da bežim pred ljubeznijo. Potem naprej, strah me je vojne, zaslužim si kazen, moram se bojevati. Globoko v sebi občutim, da me je mama v otroštvu psihično zlorabila. In sploh ta psihična zloraba v otroštvu je dejansko nas zaznamuje. In na nek način potem iščemo podobne zadeve, na kar smo navajeni. No, lejte, dajmo pogledati še nekaj naprej. Strah me je, da bi pristal v zaporu, strah me je kazni. Recimo, tukaj noter opisujem zgodbo enega gospoda, s katerim sem delala. In v glavnem ta gospod, s katerim sem delala, se je pokazalo njegovo zadnje življenje, ko je bil boksar in v bistvu so ga neka blond ženska in nosila tisto zastave pobirati in ga je dobesedno zastrupila, da je pobrala stave. V glavnem videla sem njegovo smrt, kako je v mukah izdihnil v tistem ringu noter. In v tem življenju srečal normalno vse ljudi, s katerimi ima nepredelane energije. No, zdaj ta zadnjo knjigo, ki sem jo prebrala, je Odmev večnosti in razlagajo te aboriđine, kako pomembno je, da vsak odnos zaključimo s krogom. Se pravi, ko zaključimo vsak odnos s krogom, pomeni, da ljudje, s katerimi smo plesali nek del našega življenja, nimamo z njimi nobene slabe energije več. Se ne spomnimo na nje, kot da ne bi obstajali več. Nam ne dvignejo pritisk, nas ne spravijo na obrate, ker enostavno imamo z njimi vse predelano energijo oziroma imamo zaključen krog. No, in ko imamo z nekom zaključen krog, pomeni, da smo predelali karmo. No, in jaz v tem življenju učim govoriti svojo resnico. Jaz se učim izražati, jasno povedati, brez strahu povedati, meni na ta način ni všeč. Poskusimo najti rešitev, ki bo vsem všeč in tako naprej. No in v glavnem, če se vrnem nazaj na zgodbo tega moškega, v glavnem ta moški je imel kup programov, ki so bili povezani, recimo strah me je izdaje. In seveda je ljudi v tem življenju srečal, ki so ga izdali, ki so mu zarili nož v hrbet, ki so zastrupili njegove odnose. Potem naprej, ljubezen zame pomeni smrt. In zanimivo, zategnen čez ta del in kar trenira, je rekel, da ima tako zategnen, da enostavno se ne more sprostiti. No, za vse tiste, ki imajo te zategnen ta del vratne mišice, vam povem, terapija moje hčerke Sare deluje. Ker vse gre iz žvečnih mišic
In ko ona, pač se boli, ko ona to masira, ko ona te žvečne mišice aktivira in ko ti dejansko tle dol masira, pač svinjsko boli. Ampak ko razbije ta vozel, dejansko smo včeraj primerjali slike, ko je meni delala prvo terapijo in to, kar mi je zdaj delala. Pač, to je nekaj neverjetnega. To je nekaj neverjetnega. Meni se je že delala tle noter, so se mi delali te mešički, to mi je izginilo, ker je aktivirala limfo. Druga zadeva, tukaj žvečne mišice imam itak že sproščene, ker sem rekla, očitno sem v tem življenju vsem povedala, kar jim gre. Naslednja zadeva, tle noter mi je sprostila te vozle, pač neverjetno. In naučila me je vaje, kako aktiviram z obrazno jogo in z določeno masažo limfo, pač neverjetno. Jaz sem se toliko pomladila, pač tako prav po slikah, ne moreš verjeti, da je to isto. Tudi tele gubice okrog ust so se zgladile, pač wow. In v glavnem ta terapija je primerna tako za ženske kot za moške in sploh tisti, ki imate zategnen tukaj okrog vratu, je lahko, da nosite neko strašno težo iz nekega življenja in morate biti zategnjeni. Ali pa, kdor ima program, moram biti v borbi. Če si v borbi, si ves čas v pripravljenosti. In zdaj, če pogledamo, ta kombinacija, se pravi, mi imamo tukaj v možganih, imamo hipofizo, epifizo, hipotalamus in v glavnem to je zvezano direktno z nadledvičnimi žlezami. In tukaj gre os, povezava, odziv ali beg. Odziv ali beg. Se pravi, če imamo podzavesti program, moram biti v borbi. To pomeni, da zjutraj se že zbudimo tako, gremo v borbo, a ne? Nekateri ljudje rečejo, da v življenju borbajo. To je tako smešna beseda. Ja, veš, moram borbati. Življenje je borba. Moram borbati. Zanimiva slovenščina. Borbati. Moram veslati. Ne vem pa, če moraš borbati. Bordati, ja. Smučati, ja. Ampak borbati. Ampak, a veste, koliko to slišim od ljudi? Ja, borbamo. Dobro, da borbajo. No, v glavnem, gremo naprej. V glavnem potem greste naprej po knjigi in dejansko vsakič, ko rečem, preverite. V duši nosim zaobljubo, da nikdar več ne bom zaupal ljudem. In lahko preverite kot ženska, recimo jaz če zdaj preverim. V duši nosim zaobljubo, da nikdar več ne bom zaupala, ne bom zaupala kot ženska. Zdaj pa grem na moškega. V duši nosim zaobljubo, da nikdar več ne bom zaupal ljudem. Ne, pri meni na moškega sploh ne potegne, ker ne predelujem preteklih življenj v povezavi z moško energijo. Pač zato, ker jaz se bolj postavljam v to mojo žensko, božansko energijo. To je tisto, kar se jaz učim, ne? In zdaj, če gledam moje korenine, veste, kolikokrat sem se sprašvala, zakaj sem se rodila, pač rodila sem se v Sevški dolini na 700 metrih, mečkana vasica, 10 hiš. Kaj jaz delam tukaj? Jaz vem, kaj sem delala tam. Predelovala sem mojo karmo. Točno to, kar sem rabila. Dobila sem krščansko zaledje, dobila sem okuženost z drugo svetovno vojno, ljudje, ki so zelo, zelo pobožni, zelo, po drugi strani pa delovni. In ja, seveda, učila sem se svoje lekcije, tako da sem hvaležna za to moje ozadje. No, zdaj pa, če grem prav na to gospo Marijo, ki je moja prijateljica, ko je ona prišla k meni na terapijo, je bilo tako, pač zdaj mi prav gre ta slika. In ji rečem, kaj imaš ti v eni mečkani vasici, Nemilje se reče, to je pač tam blizu, tisti, ki poznate, to je ena vasica, blizu Kranja, ampak je zelo blizu tudi Sevške doline. In mi začne razlagati, da je njena babica od tam nekaj takega, in potem mi energija premico pokaže gor na vas pod Blica. In ko začneva sestavljati skupaj, kako grejo te energije in kako je povezan z nekim drugim življenjem, pač
nekaj neverjetnega. V glavnem, zdaj pa pogledajte naprej. Vsi tisti, ki predelujete, vse tiste dame, ki predelujete prejšnja življenja kot moški. Strah me je, da bi pristal v zaporu. A mogoče boste prestrašeno, tako kot miške, ne delate nobenih prekrškov. Jaz jih delam, zato se mi zaleteli pač prekrške. Pač jaz rada hitro vozim. Pač, to je po moje edini moj prekršek. Ampak mogoče vas je toliko strah kazni, da mogoče plačate položnice en dan prej, kot en dan prepozno. Bojite se, da vas bi nekdo nekje zasačil, pa sploh nič slabega ne naredite, ampak vas je strah. Recimo, ljubezen zame pomeni ujetost. Strah me je, da bi postal suženj ljubezni. Moram se skrivati. Bojim se suženjstva. Zanimivo. No, in potem te maske. Bojim se poraza. Obseden sem s svojimi dosežki. Zase menim, da nisem dovolj dober. Šport mi omogoča, da bežim pred seboj in tako naprej. Pač, lejte, to je toliko programov. To so sami podzavestni programi. In ko greste to čistiti, verjemite mi, da imate kaj delati. V odnosu z ženo se počutim zapostavljenega. Kot moški sem več vreden. In preveriš, kot ženska sem manj vredna. Dajmo probati. Kot ženska sem manj vredna. Ne. Kot ženska sem več vredna. Kot moški sem manj vredna. Ne, pa če z tega nimam. Jaz sem to počistila. Vi preverite pri sebi, če imate karkoli od tega za preveriti. Dejansko, lejte, ko imajo moški hormoni žur, druga polovica knjige je učbenik. Je priročnik, s katerim čistite podzavestne vzorce. In verjemite mi, da imate kaj delati. Potem imate tukaj odraščanje ob stropeni mami, ob stropenem očetu, rane zgodnjega otroštva. Potem pa strah pred tem, da bi ti otrok umrl. Strah me je, da bo otrok brez mene umrl. Strah me je, da bi izgubila otroka. Glejte, če predelujete strah pred izgubo otroka, se vam bo že nekaj zgodilo, ker jaz vem, kaj sem predelovala z mojo prvo hčerko. Z mojo prvo hčerko, ko sem bila noseča, jaz sem imela grozen strah, da bo meni otrok umrl. In seveda se je rodila prezgodaj, imela je 2-krat pupkovino okrog vratu, rodila se je vijolična, pač noro. Strah me je bilo, da mi bo umrla hčerka. In kakorkoli ta, danes sva se glih s Saro, sva se danes pogovarjali o tem, kako ta moj strah si sigurno prenesel nanjo. In vem, da enkrat ti bom še terapijo naredila, da bova pač to počistila, zaradi tega, ker med nosečnostjo je bilo to, mene je bilo strah. In vse, kar mama občuti med nosečnostjo, se prekopira na otroka. In zadnjič, enkrat sem ji delala terapijo, sem dejansko čistila moj strah iz časa, ko je bila ona še čist mečkana, pa ko sem bila noseča zanjo, kako bom zmogla, imela sem že svoje podjetje in kako bom zmogla kot mama s podjetjem, če bom imela slučajno premalo denarja. In sem pri njej čistila moj strah. Ker zanimivo, jaz moj strah, ki sem ga imela med nosečnostjo, sem počistila, ampak moj strah se je prekopiral na njo, seveda sem bila noseča zanjo. Pač, vem, ta podzavest ni konca, ampak nekje treba začeti. Potem zdaj, če gremo naprej. Sram me je, da sem samska. Tukaj imamo pa že ženske. Moram tekmovati z drugimi ženskami. In če imate mogoče občutek, da te druge ženske ne marajo, mogoče te ne marajo zaradi tega, ker tekmuješ z njimi na nezavedni ravni. Pogledaš žensko pa rečeš, joj, ta je pa bolj lepa, kaj jaz. Jaz pa nisem toliko lepa. Kaj pa jaz imela take joške.
Jo, kaj bi bila jaz tako lepa, jo, kaj bi, lejte, ženske imamo ravno tako en kupega sranja na sebi. Zdaj, a veste, kje sem bila? Z Lejo, potem z Lejo sva šle snemat in sva šle na Mohorja in bo predvajan v torek na, mislim, da na Veseljaku in potem na Aktualu, pa potem na YouTube, seveda ona to dajo. V glavnem, šli sva na Mohorja. In v glavnem ona pač mi prav, pač Minka, kaj ti delaš, da nimaš tukaj nič zgubane kože? Pri tvojih letih imajo vse ženske že tukaj zgubano kožo in pač in ji razlagam o tem, kako sem 6 let dojila vse 3 moje hčerke in da potem se s tibetanskimi vajami prsa čist popravijo nazaj, da nimam nobenih sledi, da sem dojila pač 6 let in da je pač, reka, ti moraš video posneti, da je naslov videa, kako imeti lepe prsi. Ne vem, ne bo naslov tega videa, kako imeti lepe prsi, ampak če še vedno gledate, naj vam povem, če imate težave s tem, da imate premehne, prevelike, da na to vpliva na samozavest in kakorkoli, začnite delati tibetanske vaje, da se ukrepi ta povezava mišice tukaj, da se ukrepijo, te mišice ti tako potegnejo prsa gor, pač te mišice morate ukrepiti. In zdaj kaj lahko delate? Tibetanske vaje delate, to sigurno pomaga, ker tibetanske vaje pač pri enem vaja se dvigaš oziroma na 2 vajah, ene tako od zadaj, ene pa naprej, lahko obelite stanovanje, pa boste tako delali z roko, lahko pač grabite, lahko okopavate. A veste, kaj sem zdaj jaz naredila? Letos sem prvič predelala svoj krompir in seveda, ker smo pokopali ta krompir ven, sem ga vsadila še enkrat in bom imela dvojni pridelek krompirja letos. V glavnem, in danes, ker je tako vreme, sem okopavala krompir. In kaj dela? Pač če kopleš, mišice delajo. Pač te mišice moraš ukrepiti in ko boš te mišice ukrepila, avtomatično to vpliva na prsa in vpliva na to, da se ti dvignejo prsa in da se pomladiš. Kaj lahko delaš, da se dekolte polepša? Uporabljaj aloe vero gel, ti bom dala povezavo, če te zanima, katero jaz uporabljam. Aloe vero gel uporabljaj in uporabljaj domači macerat. Naber lakoto, arman, naredi, da je to olivno olje, postavi na sonce in boš videla, kaj se bo zgodilo. In potem samo s tem si pač zmasiraš z aloe vero, pa s tem z maceratom in je to. Ali pa E-vitamin, pa aloe vera gel. In v glavnem lahko ta vrat, pa dekolte, ravno tako zmasiraš s tem, boš videla. Pač ni toliko težko, da se pomladiš od znotraj. No, gremo naprej še na podzavest. Kaj lahko naprej? Zdaj pa za vse tiste ženske, ki morate biti zelo pridne, poslušne, ubogljive, tihe in tako naprej. Moram biti sužna. In lahko preveriš z mišičnim testom v odnosu, pa da je noter z mamo, ali pa z očetom, ali pa s partnerjem, ali pa s šefom, ali pa šefico, se počutim kot sužna. Kaj to pomeni? Da verjetno si bila v enem od preteklih življenj dejansko tej osebi sužna. In v tem življenju pa nisi več sužna, veš? V tem življenju se pa dejansko učiš postavljati meje. In to pomeni, da v tem življenju lahko brez slabe vesti rečeš, tako se pa jaz ne grem. Tole pa meni ni všeč, da pa poskus na drugačen način. Naj zdaj, če naprej pogledamo. Potrebo imam potem, da se mi ljubljeni ljudje izneverijo. Potrebo imam potem, da me vsi moški izneverijo. In potrebo imam potem, da me vse ženske zavržejo. To so programi, se pravi. Če opazuješ svoje življenje, pa rečeš, nekaj je narobe z mano, zmeraj pristanemo v odnosih, ki so taki. Ker mogoče si pa zasvojena s tem, da se moraš počutiti kot žrtev.
In če si zasvojena s tem, da se moraš počutiti kot žrtev, boš žrtev. Potem naprej. Ženska, ki nikakor ne morete shujšati. Moja odvečna teža je moj obrambni zid pred vsem hudim. In tudi moja odvečna teža je obrambni zid pred moškimi. Moram se zrediti, moram se zaščititi, moram biti grda pa debela, zato da mi desci dajo mir. Preveri z mišičnim testom. V glavnem, tale knjiga je vodnik po podzavesti, potrebujemo po zavrženosti. Jaz sem napaka. Če imate ta program, jaz sem napaka, pomeni, da ste verjetno v enem od preteklih življenj ali pa v tem življenju so vaši starši zanosili, tako kaj pa zdaj noseča. In potem se ukvarjaš celo življenje s tem, pač občutek imam, da nisem zaželena, nikamor ne spadam, nihče me nima rad. Mogoče se pa ti učiš, da končno imaš sebe rada. Tako da ko imajo moški žur, ko bo ponatis v ženskem telesu, bo ponatis, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. Zdaj še vedno, seveda, ta knjiga ne gre toliko promet kot pa recimo kuharca, zaradi tega, ker jemo vsak dan parkrat, medtem ko čiščenje podzavesti je pa malo bolj naporna zadeva. Tako da, ampak če ste siti tega, da imate kar naprej neke težavne odnose, dajte se lotiti podzavesti in boste videli, kaj vse se bo spremenilo v vašem življenju. Takole, gremo še na kakšno sporočilo, kar prehodovno dobo, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča, kaj je tisto, kar je pomembno za tole dušico, ki zdaj posluša, kaj je namenjeno. Vse se boste smejali. Glede, katera karta je ven prišla. Ta je ven padla, ampak ta je pa ven padla ta prva. Karma. Svobodna sem. Osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. Karma je ven padla, dobesedno. Čas je, da počistiš karmo. Čas je, da odstraniš vse stare vzorce, da prečistiš vse nezdrava prepričanja, da sprostiš vezi in nemir, da se osvobodiš. V tvojem srcu naj bo mir. Lahko premagaš svoj največji strah. Svobodna si. Stvarstvo te podpira pri tem pri čiščenju. Potem je prišla karta čistost. 28. Vsak delček tvojega telesa je čist. Tvoje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hraniš, oblačiš, skrbiš za njega, ter se ga dotikaš. Vsa hrana, ki packa tvoje telo in vsi odnosi, ki packajo tvojo dušo, vse to naj odide. Posegaj po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Niti treba prosjačiti za ljubezen, ker ti si ljubezen. In ta karta je padla ven, blagoslov. Blagoslovljena si med vsemi ženskami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik s teboj. 8-7. Vse, česar se lotiš, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi prideš v stik, so deležni blagoslova. Ti si boginja, ki nosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljuj, da se ta energija zliva na svet. Tvoja energija je nalezljiva, ker ti seješ blagoslov. Tako da, veselo delo naprej, sej blagoslov, to, kar nosiš v srcu in boš videla, bogato boš plačana za vse to dobro, kar daješ sebi in s tem daješ svoji družini, boš videla, marsikaj se bo spremenil, ker vsaka sprememba se res začenja najprej pri tebi in potem šele na vseh drugih področjih. Tako da, obilo dobrega, lepo se imej in se vidimo v naslednjem videu.